Spoštovane, spoštovani. Zaradi globalne svetovne epidemije COVID-19 ter omejitev zbiranja na prostem smo se letos odločili, da bomo kljub temu obeležili današnji dan, vendar na nekoliko drugačen način, kot je bilo to tradicionalno pretekla leta. Naš skupni praznik je tradicija, ki jo želimo na tak način tudi obeležiti. Krajevna skupnost mesta Krško letos že 40. leto zapored obuja spomine, posvečene na padle prve krške borce ter na vrnitev izgnancev. Časa ne moremo vrniti nazaj, niti zgodovine ne moremo spremeniti, lahko pa vplivamo na našo skupno prihodnost. Krško je srčno mesto, mesto delovnih, odgovornih in ustvarjalnih občanov. Prav to lahko doprinese k boljšem in hitrejšem razvoju celotne občine. Zato se v krajevni skupnosti mesta Krško trudimo k zagotavljanju čim boljšega sožitja vseh občanov ter dobrega, tesnejšega sodelovanja z občino Krško. Današnja svečanost je poleg spomina na prve krške borce in izgnance namenjena tudi nagrajevanju zaslužnih krajanov mesta Krško. Naša dolžnost je, da spremljamo njihovo delo ter da znamo prepoznati njihove zasluge. Krajevna skupnost mesta Krško je prepoznala njihovo marljivo in vestno delo, ki pomembno prispeva k razvoju in kakovosti življenja v naši lokalni skupnosti na vseh nivojih. Komisija za priznanje in odlikovanja je letos prejela nekaj predlogov, ki smo jih dokončno tudi v svetu potrdili. Spoštovani, spoštovane, naj vam ob našem prazniku iskreno čestitam. Naj bo to dan naših notranjih zmag in zmag našega poguma, da skupaj premagamo še tako močne ovire na naši skupni poti. Čestitke tudi vsem nagrajencem, predvsem pa ostanimo še naprej zdravi. Bili so heroji svojega časa, heroji, ki so padli pod streli sovražnika. Pred drugo svetovno vojno je bilo Staro Krško z vidmom kulturno bogato, gospodarsko napredno, podeželsko, okrajno mesto. Moč vojne so kmalu začutili tudi tu. V naše kraje so pred nacisti pribežali nemški in avstrijski Židi, ki so jih začasno naselili v Leskovškem gradu. Na eni strani so simpatizerji stare Avstrije začeli vzklikati pozdrave Hitlerju, na drugi strani pa se je pri družbeno kritičnih čutilo močno nezadovoljstvo. Skupina mladih fantov in deklet se je začela povezovati v vse močnejšo partijsko in skojevsko organizacijo pod vodstvom revolucionarno mislečega Maksa Strmeckija. Osumljen komunizma je pobegnil v Ljubljano, vodenje organizacije pa je prevzel Franci Preskar, član borcev, ki so padli pod streli sovražnika. Poznali so se od otroštva, svoje večere so preživljali v drevoredu, pred Valdozorovo hišo ali na Starem gradu ter peli slovenske pesmi. Prišla je vojna. Pogovarjali so se o svobodi in načrtovali upor proti okupatorju. Skrbno so zbirali orožje in strelivo istomislečih domačinov, ropali nemške vlake in načrtovali napad na meščansko šolo, tedaj krški zapor, kjer so Nemci hranili rezervno orožje. Bili so previdni, zato so ves svoj plen s propagandnim materialom skupaj zakopali v zemljo, v Žviki nad Krškem, kjer so imeli svoj tabor. Novica o izgonu obmejnega pasu in nemška napoved vojne Rusiji sta skupino pretresli. Kmalu bo tako tudi v Krškem, so mislili sami pri sebi. Želeli so pohiteti. Želeli so v napad. V soboto 26. julija 1941 so zaradi nevarnosti svoj tabor preselili globoko v gozd v Rore nad Krškem. 2 dneva zatem je v Krško prispela učiteljica Ivanka Uranjek, kurirka iz Celja. Dobro je poznala tako Rada Kaplana, kot tudi Franca Preskarja. Rada je čakala pri brivcu v Krškem, kjer je pozabila torbo z navodili načrtovanega upora s propagandnim materialom. Sumičevi brivec je torbo takoj odnesel na nemško policijo. Še istega dne so Nemci najprej prijeli Radovega brata Milana. Po zaslišanju je moral obljubiti, da poišče svojega brata. Začasni izpust pa je izkoristil za to, da je člane skupine obvestil o nevarnosti, v kateri so se znašli.
Vest o Ivanki in Milanu se je hitro razširila po Krškem. 10 fantov in eno dekle se je zateklo v Rore, da morajo pobegniti, a jim je načrt prekrižalo vreme. Tistega večera je močno deževalo. V zgodnjih jutranjih urah se je eden izmed kaplanovih bratov odpravil domov po hrano. Franci Bizjak in eden izmed preskrbnih fantov pa sta skrivajoč šla proti domu. Ko se je preskar vračal v Rore, mu je sledil neki cestni delavec, ki je njihovo skrivališče izdal Nemcem. Vse borce, razen Franca Bizjaka, so prijeli v Rorah. Najprej so na njihovih domovih opravili temeljite preiskave, nato pa so jih v zaporu zasliševali in mučili celo noč. V zgodnjih jutranjih urah 30. julija so deseterico naložili v tovorni avtomobil in odpeljali v Dobrovo pri Brežicah. Zvezana so peljali v gozd. Pri velikih hrastih in smrekah so si sami izkopali jamo in se postavili na njen rob. Zavezali so jim oči, le Peter Jernejec tega ni dovolil. Izrekel je še zadnje besede in na njihove grobarje klical maščevanje. Počeli so streli. 9 jih je padlo v jamo, stal je samo še Zdenko Kaplan in kričal, naj streljajo. Še zadnji pok. Padal je še 10. borec. Padel je v kri svojih tovarišev. Streljanje v gozdu v Dobravi je slišal lovski pasnik Anton Geč iz Župelevca. Odhitel je v gozd in zagledal skupino Nemcev. Ko so ti odšli, je na vogale groba zasadil smrečice. Nemci so v mestu takoj objavili razglas kot opomin vsem borcem, a tudi to ni pregnalo uporniških misli naših prednikov. 2. decembra 1945 so posmrtne ostanke ustreljenih borcev po izkopu v gozdu Dobrava pokopali na krškem pokopališču. Bili so heroji svojega časa, heroji, ki so jih pregnali svojih domov.
Z nemško okupacijo slovenskega ozemlja je bil krški okraj razdeljen na severni del pod Nemčijo in južni pod Italijo. Hitler je s Himmlerjem in drugimi tesnimi sodelavci načrtoval izgon našega naroda na vzhod, v domove naših prednikov pa naselitev kočevskih Nemcev in Besarabcev, ki bi po potrebi branili nemški rajh na meji. Spomladi 1941 se je začela uresničevati fašistična namera in sicer izbrisati slovenski narod z obličja zemlje. Slovence so izgnali v več valovih. V prvem in drugem valu med junijem in septembrom 1941 so izganjali izobražene, narodno zavedne Slovence in njihove družine. Torej vse tiste, ki bi se jim lahko nekako zoperstavili v uresničevanju njihovih načrtov. Izgnali so jih v Srbijo in vzhodni del Hrvaške, nekatere družine znanih borcev pa so odpeljali v koncentracijska taborišča. V Srbiji so se Slovenci vključevali v narodno-osvobodilno gibanje in načrtovali oborožene ustaje slovenskega in jugoslovanskega naroda. V tretjem valu, od oktobra 1941 do julija 1942, so večino domačega prebivalstva izgnali v Nemčijo. Doma so z dovolilnico Nemcev ostali le zaposleni v industriji, javnih ustanovah, železnici, obrtniki in njihovi družine. Nekatere družine, med drugim tudi družine Nemcem znanih borcev, pa so se zatekle na italijansko stran ali pa so se pridružile partizanom. Sredi februarja 1942 je v Krškem in na Vidmu ostalo le še 262 družin z 829 člani. V zgodnjih jutranjih urah so nemške policijske enote obkolile mesto, se razkropile po hišah, tolkle po vratih, nato pa so nas poslali na zbirno mesto pri gostilni Vanič ob starem Krškem mostu. Vzeli smo le najnujnejše stvari. Potem so nas odpeljali k gospodarskem poslopju pri gradu Reichenburg in nas popisali. Vsaka družina je prejela svojo številko, odtisnjeno na kovinsko ploščico. Prilastili so si vse naše premoženje, naš dom, vzeli so nam denar in zlatnino. Sledila je dolga pot v Nemčijo. 2 dni smo potovali. Potovali smo sredi zime. Povsod je bilo ogromno snega. Nemci so preprečili vsakršen upor in pobeg. Ubežnike, njihove sorodnike in vse, ki so bili osumljeni sodelovanja pri pobegu, so poslali v koncentracijsko taborišče. Razdelili so nas v 2 skupini, rasno primerni in možni zanemčevanja ter drugi rasni neprimerni. Otroke prve skupine so učile slovenske učiteljice v nemškem jeziku, naskrivaj pa v materinem jeziku. Starši so najprej delali v taborišču, a ker je Nemcem primanjkovalo delavcev, so jih porabili kot poceni delovno silo. Bili so vredni le toliko, kot je bilo vredno njihovo delo. Dekleta so ločili od družin in jih poslali k nemškim družinam, kjer so pomagali v gospodinjstvu in na poljih. Želeli so nas zatreti, a naša želja po vrnitvi je bila večja od sovražnikovih načrtov. Stradali so nas, mati je trgala kruh od svojih ust, da je nahranila svoje otroke. Domači, ki so ostali doma, in celo nekateri kočevski Nemci so nam pošiljali pakete s hrano. Živeli smo v malih barakah, v zapuščenih gradovih in samostanih. V majhnih prostorih je skupaj spalo več družin v 3-nadstropnih pogradih. Naše delovne obleke so bile obleke umrlih.
Umivali smo se le pred zdravniškimi ali rasnimi pregledi. Zato so po taborišču razsajale razne bolezni. Kmet je iz navade vstajal zgodaj, da bi nahranil svojo živino. Tam na daleč stran. Ob nedeljah pa smo ogledovali nemška polja, ki so nas spominjala na delo doma. Še vedno smo se upirali. Sabotaže v tovarnah, na železnici, zažig predilnic in razne stavke. Odporništvo v izgnanstvu je marsikaterega Slovenca pognalo v neizbežno smrt. Leta 1945 so prišli naši zavezniki. Pot domov je bila dolga. Nekateri so potovali tudi 2 meseca ali več. Doma nas je čakala izropana hiša. Polja so samevala brez pridelka. Vrnila se je srčnost ljudi. Stali smo si ob strani. Ker smo en narod. Narod nacionalnega ponosa in dežela dobrih ljudi. Heroji so ljudje, ki so živeli, se borili, verjeli v svojo svobodo, nikoli obupali. Eni so izgubili, drugi se vrnili, a vsi so ljubili. Tako kot heroji, živiva tudi ti in jaz. Boriva se vsak dan. Verjemiva v svobodo, ki so nama jo podarili najini predniki. Ne obupajva, ne bova izgubila. Tu sva doma in kot vsi drugi ljudje ljubiva. Dolga, dolga pot, žica gosta je tako, tako, da ne morem skozi njo in stražar stoji pred njo. Oh, ta dolga, dolga kako je dolga, dolga pot, iz tujine pa do doma. Cesta bila je tako, sonce sije na zemljo, na to dolgo. Ob prazniku krajevne skupnosti mesta Krško izrekam vse čestitke krajanom in krajankam ter vsem nagrajencem krajevne skupnosti mesta Krško.
Glede na to, da smo ob 15. juniju imeli praznik in sem dolgo leta delal kot tajnik krajevne skupnosti mesta Krško, smo vedno priskočili tudi na pomoč tako izgnancem pri izdaji njihove knjige, kot tudi Zveze borcev, ki smo jim nenazadnje pomagali urejati spomenik v Rorah in pri osnovni šoli Jurija Dalmatina. Praznik krajevne skupnosti mesta Krško se je začel z letom 1981 in od takrat naprej je posvečen badlim borcem. Prav tako je krajevna skupnost pomagala v mestnem muzeju za borce ob obletnici. Tudi tam smo jim takrat finančno pomagali, ker smo imeli sredstva. Tako da mislim, da je kar krajevna skupnost kar dober doprinos naredila k tem prazniku, tako krajevne skupnosti kot padlim borcem. Zgodovina se nikoli ni pisala sama. Pisali so jo ljudje. Ljudje, ki so upali in si drznili spreminjati svoj vsakdan. Najprej pa so verjeli vase. Danes radi pozabimo, da so pred nami mnogi prehodili podobne poti, po katerih stopamo danes. Če bomo prisluhnili zgodovini, bo naša prihodnost svetlejša. Pomembno se je spominjati in pomembno je prisluhniti zgodbam ljudi, ki so pisali našo zgodovino in se borili za našo svobodo. In če smo zgodbe tudi slišali, bo naša pot obsijana s soncem. Obrnimo novo stran, kjer bomo lahko zapisali nove zgodbe. Zgodbe posameznikov in ljudi, ki že dosegajo svoje cilje. Danes jih bomo nagradili in skupaj z njimi, z roko v roki, zapisali prve besede na naši novi strani zgodovine.
Bojan Dimc je svojo glasbeno pot začel v razredu Maksa Umeka v okviru pihalnega orkestra Đuro Salaj in postal član orkestra leta 1972. Kot vestni član je prisostvoval na vseh vidnejših dogodkih orkestra, od prvega tekmovanja v Artičah, kot tudi na mednarodnih tekmovanjih v Španiji in na Nizozemskem ter na vseh tekmovanjih doma. S prihodom profesorja Draga Gradiška je kot pripadnik mlajše generacije članov pihalnega orkestra spodbujal in pomagal Dragu pri ustanovitvi Big Banda. Pozdravil je tudi Dragovo idejo o ustanovitvi simfoničnega orkestra in zaigral v prvotnih postavitvah obeh novonastalih zasedb, katerih član je bil več let. V 90. letih je bil pobudnik za ustanovitev skupine 40X Band, nekaj let zatem pa tudi The Palinka Band. V obeh zasedbah ga lahko poslušamo še danes. Bojana poznamo kot solista pihalnega orkestra, v katerem se je predstavil kot solist tako na pozavni kot tudi na tenorju. Poznan je tudi med člani drugih orkestrov v Sloveniji, saj je med drugim igral v skoraj vseh orkestrih v Posavju. Ker je eden vidnejših inštrumentalistov in zaradi njegovega prispevka k razvoju inštrumentalne glasbe v Krškem, je Bojan Dimc prejemnik letošnjega priznanja Krajevne skupnosti mesta Krško. Ti je nerodno meni pa meša se na polove govor, da sem tako prej, zjutraj bil sem čist okej. Punči, kaj si mi storila, zdaj me boš pustila, zdaj me samega. Dajva, malo se igrajva, bolje se spoznajva, ti si plamen vroč. Dajva, skupaj zvezde štejva, dobro se imejva, nora bo ta noč. Klavdijo Mert poznamo predvsem kot profesorico razrednega pouka na osnovni šoli Laskovec pri Krškem in kot dolgoletno ljubiteljico kulturne dejavnosti na območju celotne občine Krško. Njeni učenci in njihovi starši jo poznajo kot dobrosrčno učiteljico. Poleg potrebnega znanja otrokom predaja tudi ljubezen do glasbe, gledališča in umetnosti nasploh. Njen pevski zbor je znan kot eden najuspešnejših otroških pevskih zborov v Posavju. Svoj prosti čas pa v veliki meri posveča ljubiteljski kulturi. Je članica Kulturnega društva Laskovec pri Krškem, v katerem sodeluje v gledališki sekciji in skupini pevk ljudskih pesmi Lastovke, ki je nastala na njeno pobudo. Kot izjemna ljubiteljska igralka je kar dvakrat osvojila prestižni naslov najboljše ženske vloge na srečanju amaterskih gledaliških skupin Posavja, Dolenjske in Bele krajine s predstavama Jeklene magnolije in Zbudi se Katka.
Leta 2017 pa je na Linhartovem srečanju Dolenjske, Posavja in Bele krajine za svojo stransko vlogo v predstavi Pri zdravniku prejela igralsko priznanje. Več let jo srečujemo tudi kot moderatorko kulturnih prireditev, med drugim je povezovala program revije mlajših otroških pevskih zborov, pesmi mladih src, številne koncerte Pihalnega orkestra Krško, festival pihalnih orkestrov Posavja, koncerte moškega pevskega zbora Svoboda Brestanica, prireditve Glasbene šole Krško, pa tudi mnoge druge prireditve v Krškem in okolici. V sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Krško in njegovim oblačilnim projektom Prebivalci Valvazorjevega kompleksa jo poznamo v vlogi Josipine Hočevar, s katero nastopa na vseh vidnejših prireditvah v Krškem. Leta 2019 je kot članica skupine Lastovke s petjem in harmoniko popestrila kulturno dogajanje na proslavi praznika krajevne skupnosti mesta Krško. Za njeno večletno prizadevno delo na področju kulture v Krškem in okolici je Klavdija Mirt prejemnica letošnjega priznanja krajevne skupnosti mesta Krško. Če mene vpraša, urgenca v Krškem mora biti in pika. Zdaj pa še posebej, ko je to novo žensko vodstvo, s teboj pa mende punce kaj pobregale za te mlade fante, da bojo ostali, ne? Takole, gremo počasi naprej. Sestre, vse je v redu. Ja, kar usedite se. Vas bom vse poklicala po vrsti. Ja. Evo ga, babo. O, Rudi. Ti. Kako imaš to? Ej, ko piše. Gleženski indeks. Je ti. Pa te zokni tišejo. Je, tu se kliče, kad se hljati neki tu naviže. Takole, zdaj pa gremo. Ark-pikr, noter zdravnica. Tako, gospa v cverci, boste šla tudi kar naprej za prevezo. Vete, a nač doktorci govori, da so vam že narcise vzvele prav? Kuda sem že kdaj? Marko, stopiš naprej. Gospod Potočnik, ste že šel v lekarno porcnije? Ne še. Pa le stopte, imate cajta dost. Hvala. Gospod Rudi, imate že izgled, ne? Mam, rešil. Vete, kaj sem jaz razmišljala? Povej, sestra moja. Da bi bilo dobro, če bi dobili kar mali izvide od kardiologa. Ja. Pri neurologu ste že bil, ne? Bil. Na Svitovi točki je bilo tudi vse v redu, ne? Vse. Super bi bilo, če bi šel še na Magnet. V Novo mesto ali pa v Ljubljano, vete? Pa do gastroenterologa, to bi bilo tudi fajn s to. Proktolog in urolog, to je ena pomembna zadeva. Ko ste tu šel, v Celju mi pacienti zelo pohvalijo, da je fajn. Ja. Tam je zelo dobro, so taki fajni. V Slovengradcu imajo sicer kratko čakalno dobo, ampak sej vete, mi bi vam itak napisali napotnico pod hitro ali pa nujno, ne? Ja. Takole mi rekel, hvala lepa, sestra mojica, da ste se to tako zastopil, nismo vse brez zamire. Bom se jaz tukaj le mačke nosil, vi pa kar prišlimite noto koverto, kar rabim. Ja, kakor čte, prav. Hvala lepa, sestra mojica, hvala lepa. Aj, Bob, pa vete, kje je laboratorij, moram tale bris odnesti. Ja, laboratorij po štirih paro štuk. Gor, pej, no zapiše vse na dvor. O, doktor Kovačeva. Kar usedite se, veste. Ste se mi zdaj prej tako zaskrbljen, da sem prišla kar malo k vam ven. Ja, to pa hodu lepo, hvala lepa. Sem razmišljala, če bi vam napisala napotnico za Novo mesto, veste. Za Ljubljano se mi zdi še malo prezgodaj. Pa eno svojo prijateljico bi poklicala, ima moža, odličnega kirurga, abdominalcije, vete. Zdaj, če jaz vas prav razumem, vas zdaj prostata nekak najbolj skrbi, ka ne?
Ali gospa doktor, vse je to naenkrat na mene padlo? Jaz ne vem, ne. Ne se sikirati, vse boma zrihtala, gospod Gurno. Veste, to ni tako hudo, ta benigno povečana prostata, ali pa to se po domače reče, nevarno je povečana, ona, veste. To imajo moški vaših let velike težave. Tem se pa zdravnik z njimi pogovori, pa jim da kri pogledati, pa urin, pa ultrazvok svečil, pa prostate naredimo, pa PSA se določi, ne? No, in potem se tako neka diagnoza postavi. Pa zdravnica mora nujno narediti digitorektalni pregled. A to je pa ono, ne, ko smo že zanjič takole s prstom urejali. Res je malo nelagoden pregled, ampak je pa nujen, veste. No, če je nujen, gospa doktor, nič ne reče. Ja. Kaj veste, pri moškem, srce pa pljuče skup niso toliko pomembne kot zdrava prostata. Ali vam povem? Gospa doktor, jaz sem vam ipak še za nekšnega, kako bi rekel, mladeča, ne? Takole za cepiča. Ja, sej. Zdaj, ko pa to človek pogleda, vse visi, ko neko šnagnela jabka. Vse bo v redu, vse bo v redu. Potem, kar napišemo na potnico. Bi lepo prosil. No, prav, pogledajte, sem razmišljala za fibromialgijo, bi vam pa dala samo zdravila. Pa 2 do 3 na teden bi prišel k nam v zdravstveni dom po injekcijo ericitola, da vam malo zvišamo ta imunski sistem. Noben problem, hvala lepa, gospa doktor. Gospa doktor, ja. Z uprave vas kličejo eno, vete? Hvala lepa, hvala lepa. Ja, Sverkova je še zgodila. Prosim. Začetek reda sester frančiškank na slovenskem ozemlju sega v leto 1923, ko je bila odobrena matična hiša v Gradcu in ustanovljena slovenska provinca s sedežem v Slovenski Bistrici. Poleg svoje osnovne dejavnosti, torej vzgoje in izobraževanja deklet ter privabljanja novih kandidatk za vstop v skupnost, so sestre posebno skrb namenjale izobraževanju in usposabljanju medicinskega osebja. Z ustanovitvijo sanatorija za vojne invalide na Golniku so sestre prevzele medicinsko oskrbo. Nemška okupacija leta 1941 je posegla v delovanje redovnih skupnosti in sicer v celotno družbeno življenje z namenom raznarodovanja in ponemčevanja. Nemci so razpustili samostane, izgnali redovnice, njihove nepremičnine pa zaplenili. Tudi povojna ureditev sestram ni bila naklonjena in ostale so brez zaposlitve. Ko je leta 1946 neki črnogorski zdravnik na Golniku opravljal specializacijo za pljučne bolezni, je zaprosil pri vodstvu province, da mu prepustijo 10 sester, ki bi prevzele delo medicinskega osebja v novo ustanovljenem sanatoriju za pljučne bolezni v Cetinju. Sestre so v Črni gori prevzemale različna medicinska dela tudi v več bolnišnicah. V Petrovcu na Moru pa so ustanovile dom za ostarele. Delo sester je postajalo vse bolj opazno in tako je nastala nova skupnost sester frančiškank, črnogorska provinca, ki so jo vodile Slovenke. Domotožje Slovenk in željo po bližini doma pa je opazil gospod Ivan Vodeb, duhovnik na Vidmu, čigar sestra je ena izmed redovnic v Črni gori. To je bila Pavlina Vodeb, domačinka iz Dolenje vasi, ki je nosila redovno ime sestra Ana Marija Vodeb. Pobude in želje so se uresničile decembra 1969 in nekaj mesecev kasneje, natančneje 3. aprila 1970, so se redovnice naselile v zasilno prirejene prostore propadajočega dvorca Resahof. Prve Slovenke, med drugim sestra Benjamina Ašič, sestra znamenitega zeliščarja patra Simona Ašiča, doma iz Gorice pri Rastezu, in sestra Bernardeta Pečnik iz Mrčnih sel pri Koprivnici so zaorale ledino današnje skupnosti sester frančiškank brez madežnega spočetja. Poleg ustvarjanja novega doma so se začele nesebično vključevati v družbeno življenje mesta Krško. Njihova osnovna dejavnost je duhovno življenje, kar določajo pravila in statut reda, vendar je njihova čustvenost in odprtost prevzela veliko odgovornost tudi za onemogle v kraju.
V svoje obnovljene prostore so v letih sprejele v oskrbo številne starejše krajane. Pomagale so tudi družinam z majhnimi otroki, za katere so skrbele tako na domovih kot v prostorih samostana. Mlade so spodbujale k duhovni rasti, prav tako pa vestno opravljale pastoralna dela. Danes se vključujejo predvsem v delo župnijskega Karitasa in prispevajo delček tolažbe ljudem v stiski v sklopu enote pomoči na domu Centra za socialno delo Posavje. Skrbijo za urejenost okolice samostana, renovirale so zgradbo samostana in kapelo svetega Jožefa, ki je bila zgrajena leta 1764, tako kot današnji samostan oziroma nekdanji dvorec Resahov. Sestre na Resi so vzor vsem nam, saj poleg duhovne podpore skrbijo tudi za druženje z vsemi generacijami sosedov na Resi, kot tudi širše. Zato jim ob 50-letnem sobivanju s krajem krajevna skupnost mesta Krško podeljuje priznanje s plaketo. Aleksander Švigelj je z izvajanjem grafične obrti začel leta 1982. Z natančno vizijo je leta 1990 ustanovil družinsko podjetje Grapak, tiskarna in kartonaža Krško d.o.o. Že od vsega začetka se podjetje ukvarja z izdelavo potiskane kartonske embalaže za potrebe farmacevtske, kozmetične, kemijske in prehrambene industrije. So pionirji apliciranja 3D efektov in iluminacije na kartonski embalaži, ne samo v Sloveniji, temveč tudi v Evropi. Kakovost svojih izdelkov dopolnjujejo z izpolnitvijo zahtev svojih kupcev. Poznani so kot zanesljiv dobavitelj, ki svojim kupcem zagotavljajo dober servis. Dobavitelje obravnavajo kot svoje poslovne partnerje, ki dobavljajo materijale stalne kakovosti in materijale, ki ne ogrožajo zdravje zaposlenih in potrošnikov. Ena glavnih vizij podjetja je tudi skrb za čisto in okolju prijazno proizvodnjo. V podjetju skrbijo tudi za zadovoljstvo in prijetno delovno okolje svojih zaposlenih. Spodbujajo jih k dodatnim izobraževanjem, usposabljanjem in nagrajevanjem. Vsak zaposleni je v okviru svojih del in nalog odgovoren in pooblaščen za kakovostno opravljeno delo. Zastavljenimi cilji, svojo kompetentnostjo in prizadevnostjo pa prispevajo k realizaciji doseganja ciljev podjetja. Kakovost izdelkov in strokoven kader sta le dva izmed razlogov za zagotovitev trajnega sodelovanja z mnogimi večjimi podjetji, s katerimi sodelujejo. Med te sodijo tudi Špar Slovenija d.o.o., Krka d.d., Kozmetika Afrodita ter številna druga podjetja. Ob 30-letnem delovanju podjetja Grapak d.o.o., ki s kakovostjo svojih izdelkov promovira mesto Krško, prejme Aleksander Švigelj priznanje s plaketo krajevne skupnosti mesta Krško.
Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Krško deluje od leta 2000. Večina bolnikov se zdravi z dializo v nefrodialovem centru v Krškem, ki je opremljen z najnovejšo tehnologijo in nudi 28 hemodializnih mest v 5 klimatiziranih bolniških sobah in dodatni sobi za izolacijo. V društvo je vključenih 130 bolnikov s presajeno ledvico, bodoči ledvični bolniki, ki kažejo znake kroničnih ledvičnih bolezni, kot tudi njihovi družinski člani iz Posavja. Člane društva združuje prestajanje bolezni, boj za preživetje, želja po lepšem vsakdanu in pravice bolnikov. Pri oblikovanju programa dela dajajo prednost socialnim programom. Z njimi skušajo lajšati stiske bolnikov, ki izvirajo iz socialne prikrajšanosti. Mnogi ledvični bolniki se zaradi bolezni in načina zdravljenja zgodaj umaknejo iz delovnega okolja, zaradi česar so potisnjeni na rob družbe. V težki situaciji so tudi mladi bolniki, saj jim zdravljenje otežuje šolanje in iskanje prve zaposlitve. Društvo veliko pozornost posveča izobraževalnim programom, saj dializno zdravljenje kot tudi presaditev ledvice zahtevata poučenega in osveščenega bolnika, ki pozna zahteve svoje bolezni, potrebno dieto, režime jemanja zdravil in podobno. Ker je za ledvične bolnike zelo pomembno, da ohranjajo dobro telesno zmogljivost, društvo skrbi za športno rekreacijo svojih članov. Ti med drugim redno nastopajo na evropskih športnih igrah, dializnih in transplantiranih bolnikov in svetovnih športnih igrah transplantiranih. Izmenjavi izkušenj in premagovanju socialne izolacije pa so namenjeni tudi družabni programi. Poleg predavanj, delavnic in športne rekreacije organizirajo tudi razne pohode, srečanja in izlete. Komisija za priznanja krajevne skupnosti mesta Krško je v Društvu ledvičnih in dializnih bolnikov Krško prepoznala društvo, ki svojim članom nudi vse potrebno pomoč na raznih področjih njihovega življenja. Zato mu podeljuje priznanje z denarno nagrado za leto 2020. Spoštovane krajanke in krajani krajevne skupnosti Krško. Čas praznovanja krajevnega praznika je čas spominjanja in opominjanja in hkrati tudi pogleda v prihodnost. Prav je, da se spomnimo časov druge svetovne vojne in težkih časov, ki so jih preživljali krajani te krajevne skupnosti in celotna država Slovenija. Če pozabljamo vse to, kar se je zgodilo v tem času, potem smo obsojeni na to, da bomo zgodovino še enkrat ponovili. Pogled v prihodnost pa je pomemben zato, da vemo, kam gremo in kaj si želimo v naši prihodnosti. Mislim, da je bilo v Krškem storjenega v tem preteklem letu veliko, še več pa je v načrtu in upam, da smo mesto polepšali, seveda skupnimi močmi, sodelovanjem s krajevne skupnosti in celotne občine. Naj se ob tem trenutku zahvalim vsem tistim, ki ste sodelovali pri tem in vam seveda čestitam ob vašem krajevnem prazniku. Iskrene čestitke pa gredo tudi vsem, ki ste bili nagrajeni in pripoznani kot tisti, ki ste še nekaj več prispevali delu vaše krajevne skupnosti. Nad mestom se dani, koliko se zbudi želja vprašanj, ko ugasnejo luči vseh sanj. Nad mestom se dani, nov dan spregovori o tem in tem, če dobro me uči, ne vem. Bo vedel vsaj večer, zakaj, odkud in kam gre človek sam. Bom zmogla vsaj z nočjo vse to, kar zdaj ne znam. Nad mestom se dani,
Vsi dvomi jutranji so spet z menoj in vsi odgovori s teboj. Bo vedel vsaj večer, zakaj, odkot in kam gre človek sam. Bom zmogla vsaj z nočjo vse to, kar zdaj ne znam. Nad mestom sedanji vsi dvomi jutranji so spet z menoj in vsi odgovori s teboj. S teboj. Praznik krajevne skupnosti mesta Krško in njeno proslavo zaključimo z druženjem krajanov. Ob domačih dobrotah kmečkih žena in ob rujni kapljici domačega vinarja počakamo, da sonce zaide in se skrije za Trško goro. Naj bo danes praznik veselja, veselja, da imamo svoj dom, svoj domači kraj in svojo domovino.